Ko enkrat obvladamo hojo z derezami in cepinom, ter je za nami že nekaj lažjih zimskih pristopov na vrhove v Visokogorju, nas bo verjetno zamikala tudi kakšna težja tura. Pri tem bo že zaradi varnosti potrebna vrv, s katero bomo zavarovali sebe in prijatelja na drugem koncu. Za varovanje v snegu je najbolj priročen cepin, ki ga imamo po zimi stalno pri sebi. Na kakšen način bomo izdelali varovališče, je odvisno predvsem od višine snežne odeje in kvalitete snega. V mehkem južnem snegu izdelamo varovališče s cepinom v obliki črke T. Najprej steptamo manjšo polico in prečno na pobočje izkopljemo pol metra globok jarek pod kotom 40 stopinj na pobočje. Približno na sredini izkopljemo po pobočju navzdol drug jarek. Okoli ratišča cepina nataknemo zanko najlonskega traku ali pomožne vrvice. Cepin položimo v prečni jarek, ga zapičimo z oklom navzdol, trak speljamo v podolžni jarek in zatlačimo s snegom. V zanko vpnemo uponko z matico in uponko z glavno vrvjo naredimo bičo v vozu, tako da je vrv rahlo napeta. Pod stojiščem steptamo polico, na kateri bomo stali. To je izredno pomembno, kajti pri varovanju moramo biti stabilni, da lahko vzdržimo sunek zdrsa soplezalca. Odri varovanje. Na večji strmini varujemo stoje, obrnjeni z obrazom v pobočje. Za varovanje drugega vrv speljemo med nogami preko leve rame čez hrbet in jo primemo z desno roko. Varujem. Na snežni strmini ne prihaja do padcev, ampak do zdrsov, ki ne povzročajo večjih sunkov. Vsak zdrs zaustavimo tako, da prosti konec vrvi ovijemo okrog telesa. Glavno obremenitev prevzame varujoči nase in ne na sidrišče. Pri varovanju prvega v navezi speljemo glavno vrv z ramen okrog pasu v tako imenovano bočno dinamično varovanje. Princip zaustavljanja zdrsa je zopet ustvarjanje trenja vrvi. Varujem. Grem. Pri drugem načinu izdelave varovališča namesto poličke za stojišče izkopljemo luknjo, kjer bomo sedeli. Levo ali desno od luknje izkopljemo polico za odlaganje vrvi. Vpeti na zakopan cepin se usedemo v luknjo, obrnjeni z obrazom po pobočju navzdol in opremo z nogami v tla. Lahko si podložimo tudi na hrbtnik. Da bomo lažje povzemali vrv pri varovanju, si na vsaki strani police izdolbemo prostor za komolce. Varujemo dinamično okrog bokov. Varujem. Pri tem pazimo, da vrv odlagamo na polico ob sebi in ne pustimo, da vrv drsi po strmini navzdol. Kaj rado se zgodi, da se bo zatikala za snežne grude. V zelo trdem snegu pri izdelavi sidrišča cepina ne bo potrebno zakopati. V pobočje izkopljemo poličko zato, da bo pred cepinom čim večja masa snega. Ratišče zabodemo v sneg približno pod kotom 20 stopinj od pravokotnice navzgor proti pobočju. Pod glavo cepina nataknemo najlonski trak, upnemo uponko in izdelamo bičev vozov z glavno vrvjo za samovarovanje. Cepin zabijemo v sneg vse do lopatice in okla. Pri tem pazimo, da je kot med trakom in cepinom manjši od 90 stopinj. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da ga bomo ob obremenitvi izpulili.
Namesto najlonskega traku lahko uporabimo kar glavno vrv, ki jo z bičevim vozlom pritrdimo tik pod vrhom cepina in vse skupaj zabijemo v sneg. Pri uporabi vrvi nikoli ne pozabimo, da imamo na nogah dereze, ki lahko vrv poškodujejo do te mere, da ne bo več primerna za varovanje. Seveda pa se moramo zavedati, da je v snegu varovanje in zaustavljanje zdrsov povezano z določenim tveganjem. Vsekakor mora biti prvi v navezi pri plezanju toliko suveren, da se bo zanesel predvsem nase in svoje izkušnje. Vrv pa bo namenjena predvsem varovanju drugega v navezi.